Vladimir Vladimirovič Putin. Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o zelo nenavadnemu politiku, ki je zaznamoval začetek 21. stoletja. Govorili bomo o Vladimirju Putinu. Vladimir Putin ni navaden politik. Res je, da ga imamo tukaj na zahodu za slabega politika in zagotovo tudi kje drugje. Tudi s čim se je Putin ukvarjal, preden je postal predsednik Ruske federacije? Odgovor na to vprašanje je zanimivo kot samo vprašanje. Vladimir Putin je bil agent sovjetske obveščevalne varnostne službe, bolj poznana kot KGB, predhodnik FSB-ja oziroma zelo podobna stvar kot CIA ali FBI. V hladni vojni je vzhodno in zahodno Evropo delila železna zavesa in potekala je informacijska vojna. Na sovjetski strani se je služba, katera se je s tem ukvarjala, imenovala KGB, medtem ko se je na zahodu s tem ukvarjala CIA ali FBI. Putin se je rodil v Leningradu, zdaj bolj poznan kot Sankt Petersburg, v oktobru leta 1952. Družini, ki je veliko pretrpela v drugi svetovni vojni. Putinov oče je bil vojaški obveznik v mornarici, pred vojno je služil v podmorniških enotah in kasneje v posebnih enotah NKVD-ja, ki pa je predhodnik KGB-ja, in nato v pehoti, dokler ni bil hudo ranjen. Večina Putinovih sorodnikov je bilo ubitih sa strani Nemcev med obleganjem Leningrada. Vsi njegovi strici pa so se tudi borili na vzhodni fronti. Zanimivo je tudi dejstvo, da je Putin imel že prednike, ki so bili neposredno vključeni s voditelji Sovjetske zveze. Njegov dedek je namreč bil Stalinov osebni kuhar. Tudi dejstvo, da je Putin že od malih nog bral dela Karla Marxa in ostalih piscev komunistične ideologije. Učil se je nemščine, ki pa je bila njegov sekundarni jezik. Hodil je v leningradsko šolo, kjer se je učil za mednarodno trgovinsko pravo. KGB-ju pa se je pridružil takoj, ko je končal študij. Prav tako pa se je pridružil sovjetski komunistični partiji. Putin je upravil selekcijo za KGB-jevca pod vodstvom Jurija Andropova. Urili so jih, dokler so bili mladi, da bodo postali najboljši tajni agenti na svetu. Putin se je za tajnega agenta KGB-ja učil v Leningradu. Učil se je tehnik za nadzor ljudi, njihovo manipulacijo in strokovnost nad uporabo orožja in kako čim hitreje pištolo potegniti ven iz žepa in streljati na sovražnika. Veliko ljudi misli, da ima Putin Parkinsonovo bolezen zaradi njegove roke, ki neprestano visi dol ob njegovem telesu in je večino časa čisto negibna oziroma malo maha. Vendar ni tako. Namen te roke so bolj kot ne strelska pripravljenost. Njegova roka je vedno pripravljena, da bo ven vzela pištolo in začela streljati. Toliko o tem, kako je dobro Putin bil izurjen sa strani KGB-jevcev. Takoj, ko se je Putin izuril za tajnega agenta, je že dobil svojo prvo nalogo. Namreč moral je slediti in zalezovati tujce, ki so prišli v Leningrad, da prepreči morebitno grožnjo Sovjetski zvezi. Predvsem je moral slediti tujim uradnikom in diplomatom. Delal je dobro in prav zaradi tega so ga leta 1984 izbrali za novo selekcijo. Tokrat so ga poslali v Moskvo, na inštitut Jurija Andropova. Izuril se je za agenta, ki bo delal zunaj Sovjetske zveze. Leta 1985 je bil Putin poslan v štab KGB-ja v Dresdnu, v vzhodni Nemčiji. Njegova krinka je bila prevajalec. Tudi njegova glavna naloga je bila, da pomaga zahodnim komunistom prevzeti oblast, ki pa so imeli podporo vzhodno-nemške tajne službe Stasi. Ampak o tem, kdo so bili Stasi, bomo govorili drugič. 50 ruskih tajnih agentov je pomagalo tej enoti, da naredijo oborožen upor in ravno Putin je bil eden od teh agentov, ki jim je pomagal. Frakcija Rdeče armade, kakor so se imenovali, so naredili obsežne teroristične napade v zahodnji Evropi med leti 1970 in 1998. Te operacije so vsebovale 248 bombnih napadov in več množičnih požigov. Ustanovitelji so bili leta 1972 aretirani in zaprti v zahodni Nemčiji. Njihove somišljenike pa je dalje uril Stasi in KGB. Putin je bil močno vpleten v dejanja, ki bi lahko povzročila destabilizacijo zahodne Nemčije.
predvsem zaradi prodaje orožja se strani Sovjetske zveze zahodnim Nemcem. Seveda pa naj bi Putin pri tem dobival tudi velike provizije. Putin je prav tako pomoč poiskal pri vzhodnih neonacistih, pri Rainerju Sonntagu, ki je ustanovil Dresdensko odporniško nacionalno gibanje, ki pa je imelo kontakte tudi z zahodnimi neonacisti. Putin jih je namreč mislil uporabiti kot dodatek, ki bo pomagal destabilizirati zahodno Nemčijo. Ker pa do tega ni prišlo, so Sonntaga kasneje večkrat ustrelili v Dresdnu leta 1991. Morilec pa ni bil nikoli znan. Putin je bil prav tako tudi rekrutiran v zahodnem Berlinu kot tajni agent. Prečko je znano mejo Charlie pod krinko Mr. Adamov. Nekateri viri pravijo, da je Putin celo pobegnil iz zahodne Nemčije, potem ko so v Bonnu odkrili njegovo krinko in njegov namen. Putin je bil do leta 1989 poveljnik vzhodnih KGB-ovcev v vzhodnem Berlinu, vse do padca berlinskega zidu. Putin je predvidel, da bo zaradi množičnih protestov padel zid in zaradi tega je vse pomembne dokumente KGB-ja poslal v Rusijo. Vse, kar pa niso mogli poslati, so uničili in zažgali, da ne bi kaj padlo v roke Zahodu. Leta 1989 ga je Sovjetska zveza odlikovala za vse dosežke, ki jih je prinesel komunističnemu režimu. Putin, ki je bil velik podpornik Mihajla Gorbačova, je leta 1990 odšel v Leningrad, kjer je rekrutiral nove ljudi za KGB. Dnevi so bili Sovjetski zvezi zdaj šteti. 19. avgusta leta 1991 so se v Rusiji zgodili množični protesti proti komunizmu in Mihajlu Gorbačovu. Putin je 20. avgusta dal odpoved pri KGB-ju in se osredotočil na politiko v Rusiji. Ni skrito dejstvo, da je veliko vplivnih ruskih politikov danes bivših pripadnikov KGB-ja. Brez Putina bi najverjetneje vse vplivne KGB-jevce po razpadu Sovjetske zveze na hitro in potihoma odstranili, saj so bili premočni. Ker pa se to ni zgodilo, so pripomogli k ustanovitvi Ruske federacije, ki jo poznamo danes. In prav zaradi tega je tudi Putina, ki ima celo skupino bivših KGB-jevcev za seboj, težko odstraniti z oblasti. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.